Ponovno pozdravljeni v oddaji Infokus. Gostimo gospoda Gašperja Mišiča, državnega sekretarja v kabinetu predsednice vlade Alenke Bratušek. Seveda lahko naši gledalci pokličejo tudi in postavijo kakšno vprašanje našemu gostu, ampak vendarle zdaj vi pravite, nisem tajkun, nisem plenil ali kupoval državnega ali javnega premoženja, nikoli nisem izkoriščal javne funkcije za svoje premoženje, nisem sprejemal nikakršnih kreditov. Zakaj mislite, da so vas napadli, v bistvu zdaj, čez da ste zelo premožen človek, da imate 10 milijonov premoženja, a gre za kaj gre pravzaprav pri tej stvari, ker to je bilo v bistvu zelo ostro, zdaj, predvsem potem, ko ste postali državni sekretar, v bistvu, so vas mediji začeli napadati za tem premoženjem. Kako ste pravzaprav, ko ste se vrnili na kopno, ste začeli izredno uspešno, bi rekel, kariero, ustanovili ste svoje podjetje takrat, prišli pravzaprav, odkot je ta prvi kapital, s katerim ste začeli, v bistvu z nepremičninami ste se predvsem ukvarjali. Če lahko malo sam razložite to svojo pot, ker to je zelo zanimivo. Ja, z veseljem, gledajte, jaz nikoli v življenju nisem imel težav z ljudmi, ki me poznajo. Težave vedno imamo z ljudmi, ki me ne poznajo in s tistimi, ki jih moja uspešnost moti. Tako kot moti uspešnost pre nekaterih posameznikov, nekatere zaradi njim znanih razlogov. Očitno v tej državi ni dobro biti uspešen. Očitno v tej državi vse, ki so uspešni, je treba potopiti, jim je treba dejansko naštimati, prirediti oziroma jih je potrebno diskreditirati, zato ker so neukortljivi, zato ker so neodvisni, zato ker so samosvoji, ker niso kimovci, ker ne sledijo za repom, tako je, črednemu nagonu, nekaterim seveda plenilcem, kajti ta država je, lahko rečem, tudi v preteklosti bila in še danes je ugrabljena. Ja, vi ste rekli, da ste dregnili v druščino plenilcev. Ja, gledajte, dejstvo je, da v tej državi pokazatelji so vam jasni. Poglejte finančno sliko naše države in boste videli, da se z njo več kot očitno ni dobro gospodarilo. V tej državi, namesto da bi se delalo za interese družbe in interese države, se je delalo za interese posameznikov, ki so dejansko tako ali drugače plenili državno premoženje, odnašali državna sredstva nekam drugam in državo puščali v stanju, v kakršnem je danes. Danes smo vsi, ta vlada zagotovo gasimo požar v vsaki gospodarski družbi, ki je koliko toliko, ampak žalostno je, da gasimo požare v gospodarskih družbah, ki bi danes morali biti paradni konji v svetu, ne samo v Evropi, pa se niso pravilno razvijali. Zato, ker več kot očitno se je delalo v nasprotni smeri. Jaz ne bi rad nobenega obtoževal, ne bi rad sploh iskal krivca za to. Jaz bi samo nekako začel na novo, glede na to, da imamo odlično podlago še vedno, da države nam pa vendarle niso ukradli in državnih in naravnih bogastev, s katerimi se ponašamo. Imamo gozdnato državo, imamo vodnato državo. Soočamo se pa s problemi, izvažamo hlodovino. Kdo nam je to naredil? Da izvažamo, da smo uničili lesno predelovalno industrijo. Mi sami sebi s pomočjo nekaterih oskih lobijev, ki seveda to državo zajedajo. Vedno bolj. Ki so imeli interes, da bi to hlodovino prodali. Imamo veliko vodnih virov, vsako leto se soočamo s problemom morebitne redukcije vode, tudi vode na slovenski obali, kjer je pretežna gospodarska panoga turizem. Ali je to normalno, da se danes srečujemo da smo danes z projektom vodooskrba obale in Krasa soočeni z dejstvom, da ta projekt, ki je financiran iz kohezije, lahko propade zaradi neustrezne zakonodaje, zaradi neustrezne predvsem zakonodaje, ki govori o agrarni skupnosti in o umeščanju v prostor. Ali je mogoče, da vodooskrba takega regijskega območja, velikega ki združuje 3 vodooskrbna območja, se ne šteje kot projekt državnega oziroma nacionalnega pomena. In da za umeščanje takšnih linijskih
projektov v prostor ne veljajo enaka pravila kot za druge za državo pomembne projekte. Tu je veliko tega odprtega, veliko je tega prostega in jaz sem prepričan, da bomo od danes naprej v naslednjih dneh in tednih s skupino, ki se bo s tem ukvarjala, tudi prišli do ustreznih rešitev tako na Ministrstvu za okolje in kmetijstvo, na Ministrstvu za infrastrukturo in tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, ki bomo nekako pripravili predloge za spremembo ustrezne zakonodaje, ki bo nekoliko bolj prijazna do vseh teh nujnih infrastrukturnih projektov. Zdaj rekli ste, da ne bi radi imenovali vpljivcev, ampak vendarle v enem od intervjujev ste rekli, v politiko vstopajo ljudje, ki niti sebi niso znali pomagati in potem gredo v politiko samo zato, da bi pomagali sebi in svojim prijateljem. Koga ste mislili s tem pravzaprav? Oziroma, znano je, da vi, ko ste prišli v parlament, so bili predvsem opazne nekatere vaši nastopi, tudi tisto o pingvinih, ki je ostala v bistvu potem, bi rekel, evergreen vseh nastopov v parlamentu, da bi bil Zoran Janković uspešen tudi na severnem polu, da bi znal ustvariti boljše gospodarske pogoje. Zdaj, to je bistvo. Jaz pogrešam gospodarstvenika. Veste, v tej državi nismo še imeli gospodarstvenika na čelu vlade, nismo imeli pravih ljudi na čelu vlade, ki bi dejansko poznali, kako reševati gospodarske, kako se soočati z globalnim svetom. Vedno smo nekako, so nam želeli prikazati, da je globalizacija slaba za nas. V globalnem svetu, veste, globalni svet je dejansko dvosmerna cesta, tako kot drugi lahko pridejo k nam, tako mi pridemo lahko na drugo stran. Mislite, da nismo izkoristili tega? Gledajte, vsak uspešen podjetnik, če je zares uspešen in uspel s svojim delom, mora biti korak pred konkurenco ali pa 2 koraka, nikakor pa ne korak ali pa nekaj korakov ali pa celo nekaj kilometrov za konkurenco. Pa logično potem, da nazadujemo, da se ne razvijamo pravilno. Zato vam ves čas ponavljam in tudi v parlamentu sem ponavljal, da moramo delovati pravilno, moramo podpirati naš razvoj. Mi imamo ogromno znanja, vendar to znanje nikakor da pride na površje. Veliko je mladih, ki dobesedno pokajo po šivih od znanja in veliko je dejansko tudi dobrih ljudi v tej državi in sposobnih, vendar nikakor ne morejo prebiti to linijo določenih struktur, ki so zasedli ta in medijski prostor, ki so zasedli tudi ta gospodarski prostor in enostavno ne spustijo pravih strokovnjakov v ospredje, ampak enostavno se držijo. To bariero je treba dejansko preseči, jo premagati in iti naprej. To so ti plenilci po vaši oceni? Gledajte, sej pogledajte, kdo je, kako je, sej jih ni treba imenovati, pa sej sploh nimamo časa se ukvarjati s to zgodovino. Veste, treba je izstopiti iz te zaplankanosti zgodovinske, treba je dejansko reči, poslušajte, to se je zgodilo, to je naša šola, ki nas je drago koštala, odmislimo to, če pa se že kdo mora ukvarjati z zgodovino in z temi raznoraznimi plenilskimi tolpami ali pa skupinami, potem v tej državi imamo in se moramo zanesti na naše pravosodje, na naše tožilstvo in na pravosodje in oni morajo odigrati svojo vlogo. Nikakor pa ne, da se bomo sedaj v politiki dajali in med seboj obtoževali, kdo je kdo in zgubljali priložnosti, ki so pred nami. Zato vsaka veja oblasti naj se ukvarja izključno svojim poslanstvom. Mi politiki moramo dejansko zagotavljati takšno politiko, ki bo omogočala sprejem zakonov, zakoni morajo podpirati razvoj, nikakor pa ne obratno. In moramo omogočiti našim ljudem, da se razvijajo, da osvajajo svet in razsežnosti, ki nam jih ponuja globalizacija. Ta globalen pogled je to tudi posledica dejstva, da ste v bistvu praktično cel svet prepotovali. V bistvu je to tudi vaša osebna filozofija. Ja, moja osebna filozofija je tudi takšna, da mi moramo pomagati Evropi, če hočemo rešiti sebe. Zato jaz ne vidim samo sodelovanja z Evropo in evropskimi državami, predvsem pa bi odprl... Samo kot izvrševanje, mislite? Ja, že. Dejstvo je, ko smo vstopili v Evropsko unijo, da smo del suverenosti prenesli v Bruselj, kar je tudi prav in smo nekako poenoteni, vsaj morali bi biti izenačeni, pa nažalost nismo. Zato bi se jaz nekako ozrl na azijski trg,
Kuvajt, Libija, Irak, Iran in te države, kjer je dejansko ogromno denarja, ogromno potreb in razvojnih priložnosti za slovensko znanje, predvsem pa za naše mlade kadre, naše mlade diplomante. In če se tukaj vzpostavi večja vez, pa za odpravo vizumskega sistema. Zadnjič sem bil na obisku na Ministrstvu za zunanje zadeve in me kliče direktor hotelu Bernardin in pravi, gospod Gašpar, mi imamo v Kijevu problem, tam je 275 000 evrov blokade, nam ne spustijo turiste v državo. Slučajno sem bil na enem izmed usklajevalnih sestankov, kjer smo takoj aktivirali vse možnosti preverjanja in jaz upam, da je to danes tudi že rešeno. Blokada in Slovenija je blokirala. Blokada slovenska ambasada, a veste, to je nekaj takega, kar se ne bi smelo zgoditi in ponavljati. Mi imamo ljudi, ki želijo priti k nam. Imamo zainteresirane, imamo tudi, lahko rečem, tudi dober PR in promocijo te države. Ne moremo reči, da turizem je zelo, zelo perspektivna panoga. In tudi tisti, ki delajo na področju turizma, jih je treba pohvaliti. Oni vlagajo velike napore, da privabijo turista k nam. Mislite, da je to ena od strateških zadev? Turizem je ena od strateških razvojnih perspektiv Slovenije, mislim. Nafte nimamo, imamo pa turizem, imamo pa naravne danosti, imamo pa 4-letne čase in imamo od morja do gorovja in prečudovitih dolin in imamo odlično naravo in imamo dejansko krasno podnebje. In moramo znati to bolje izkoristiti. Mi moramo dejansko graditi našo prihodnost na tradicionalnih vrednotah, tradicionalnem znanju in tradicionalnih izkušnjah, ki jih dejansko imamo v tej državi. In se ne smemo sramovati svoje zgodovine, takšna, kakršna je odlična. Tudi jugoslovanske zgodovine, ko so bili neuvrščeni, so imeli dostope do teh trgov. Tudi jugoslovanske, če pogledate, zadnji primer je bil, ko so izbirali menedžerja leta v hotelu Mons in eden izmed podjetnikov, ki je bil kandidat oziroma je bil kandidiran, bil nominiran za menedžerja leta, osvaja afriški trg in je predstavil, kaj je njegova glavna deviza v Afriki in je rekel, da njegova glavna deviza je Josip Broz Tito. Tam dejansko cenijo in spoštujejo ime, ki ga tukaj tlačimo in uničujemo, prikazujemo kot nekoga, ne bodi ga treba. Jaz osebno imam drugačno mnenje. Naša zgodovina, kakršna je, jo ne moremo spremeniti. Moramo graditi na takšni ali drugačni. Vi si ne morete izbrati starše, vi si ne morete izbrati države rojstva. Ste pač rojeni tam, kjer ste. In živite, kjer ste. In morate biti ponosni na to, kar imate. In ta ponos in zaupanje, ki ga moramo dejansko zgraditi v tej državi. Mislim, da je bilo dovolj 22 let razgradnje in uničevanja, samozaničevanja in uničevanja. In samodestrukcije, v bistvu. In samodestrukcije. Mi moramo dobesedno zamenjati miselnost. Jaz sem se pošalil, rekel, zamenjati moramo čip zmagovalca, ne čip, da se izrazim, luzerja ali pa ljudi, ki nazadujejo. Mi dejansko imamo vse. Samo vsak posameznik lahko uspe, če ima dovolj energije v sebi in če želi, želeti si in biti ustrajen. Ni dovolj, da imate znanstveni naziv pred imenom in priimkom. Morate biti tudi ustrajen in morate verjeti v to, kar počnete. Jaz ves čas svojega življenja verjamem v svoj cilj, v cilj te družbe in države. Lahko bi se skrival v senci lastnega uspeha. Lahko bi bil ne vem kje, lahko bi bil danes z družino. Vse so prazniki. A mislite, da nisem bil kritiziran zato, ker sem moral danes nazaj v Ljubljano, da nisem povezal ta paket počitnic, da sem peljal družino ne vem kam. Ne, jaz sem enostavno rekel, me čaka gospa Lukančičeva iz Aha-Mure, me čaka gospa Sonja iz Sveja Zagorje. Kako naj pomagam tem ljudem? Dejansko, pogledajte, jaz sem si preselil v ta vaš studio skoraj celotno pisarno, a pa en del moje pisarne ključnih podjetij, ki so trenutno v obdelavi. Katere so te, recimo? Pogledajte, pa ne govorite, tu je Mariborska livarna, Maribor, Aha-Mura, imamo tudi skupina Helios je nekako v tem. Potem so tukaj Slovenske železnice, ki jih bo treba, o katerih se bo treba pogovoriti. Drugi tir je tukaj. Potem imamo tukaj Cinkarna Celje. In seveda še številna druga podjetja, ki čakajo, da vam ne omenjam dva glavna in največja podjetja, ki jih bo treba. In Mercator je seveda. In tukaj je veliko takih gospodarskih družb, ki jih bo treba kmalu. Mercator in še kateri, recimo, v bistvu.
Ja, seveda, imamo tukaj normalno še Merkurij, imamo še druga podjetja, ki so prezadolžena, v bistvu ne. Ki so prezadolžena, ki jih bo treba dejansko na nek način tudi reševati, kajti rešujemo slovensko gospodarstvo, rešujemo dejansko sami sebe. In kaj je moj namen in ključni cilj, da poenotim vse deležnike, banke in lastnike in da skupaj z državo razumemo, da če ne bomo sebi sami pomagali, ni te Evrope, ki nam bo pomagala. To se pravi, moramo dejansko priti na skupno točko. V tej zgodbi sanacije slovenskega gospodarstva se ne ukvarjamo, koliko bo kdo zaslužil, ampak se ukvarjamo s problemom, koliko bomo čim manj izgubili, če bomo sodelovali in če bomo dejansko skupaj stremeli k enakemu skupnemu cilju. Za soliste tukaj ni mesta. In mi moramo tudi sprejeti takšno zakonodajo, ki bo omogočila, da bomo vse, ki želijo solirati in ne želijo sodelovati, izključili in jih dobesedno izrinili iz lastništva ali pa iz te skupine. Pa naj ostanejo sami na svojem otoku. Slovenija je dejansko v naših rokah in če se ne bomo združili, če ne bomo združili znanje in izkušnje, če ne bomo dejansko delali s srcem za to državo, ne bomo prišli iz krize. To se pravi, to je bila tudi formula, mislim, ta filozofija vaša je bila tudi formula vašega uspeha, v bistvu, kjer ste v bistvu od leta 1994 do 2006-2007 naredili, pravzaprav ustvarili lepo premoženje, ne, mislim, ki vam ga nekateri očitno zavidajo. V bistvu, za navadnega človeka, ki razmišlja drugače kot jaz, je resnično nemogoče, da nekdo v 10 letih obogati recimo 10 milijonov evrov. To je nemogoče. Če imaš 5000 evrov mesečno plače, če to seštevaš, koliko lahko prisparaš. Ampak če imaš takšno miselnost, potem pa ne boš nikoli uspel. Vi ste šli celo na nižjo plačo med drugim za državne. Imeli ste v parlamentu večjo. Se plača je nepomembna. Nisi plačan z osebnim dohodkom. Plačan si z zadovoljstvom. To, kar čutiš ob koncu dneva. To, kar čutiš ob koncu tedna. Ko se ozreš in ko vidiš, da si naredil družbeno in za državo koristno delo, potem si zadovoljen in to je največje plačilo. Jaz si to lahko privoščim, ker nisem odvisen od osebnega dohodka, ki ga prejemam, ker sem zase poskrbel že bistveno prej in poskrbel sem na pošten in transparenten način. Za vse tiste, ki jih zanima, kako je Gašpar Mišič prišel do premoženja, to je bilo glavna tema, v bistvu, razkritje premoženja. Vse je razkritje premoženja, tudi KPK ima vse podatke. Vse je sledljivo. Vsaka transakcija vsakega posameznika je sledljiva. Tudi moje transakcije so sledljive. Zato nimam pred kom kaj skrivati. Želim pa, da bi bilo več posameznikov, ki bi bili tako suvereni. Ko sem se spuščal v velik projekt gradnje rezidence Park Lucija, so mnogi rekli, pa se bo zgubil, se bo pogorel, pa se bo to, ampak jaz sem uspel. Jaz sem premagal vse te ovire, jaz uživam. Več kot je ovir, več kot je problemov pred menoj, je to zame večji izziv. In vsako oviro, ko premagam in če premagam, in vedno jo premagam, zato ker vztrajam, ker problem naših posameznikov in tudi otrok v šoli očitno jih ne učijo dovolj vztrajnosti. Ni dovolj, da imate znanje. Ko pa naletite na kakršnokoli bariero, ker v življenju imate veliko ovir. Tako kot imate na cesti veliko semaforjev, veliko tega, veliko ovir, stopite na cesto. In pri prvi oviri klonejo in se potem vrnejo nazaj, ker ne upajo naprej. In rabijo nekoga, da reče, posluši, vstani in gremo skupaj. Gremo naprej. To je mal ameriški način gledanja, kjer je v bistvu ta zmagovalna logika, ne, in kjer hodijo ljudje v politiko, ki so pravzaprav, ki ne grejo zaradi tega v politiko, da bo v bistvu rešili mogoče svoje eksistencialne ali pa te začetne. Jaz vam lahko povem, da sem leta 1993 prišel z ladje na kopno in me ni bilo takrat, ko so bili tukaj Jazbinškovi zakoni aktualni in ko se je kupovalo po tem zakonu. Vse, kar so o meni napisali zlobni jeziki in mediji, je čista, to je dejansko izmišljotina in laž, kar lahko vsak preveri pa vidi, če je to dejansko res, ampak očitno nekateri imajo preveč časa. Jaz sem leta 1993 do leta 1995 bil podnajemnik
v piranskem stanovanju 13 kvadratnih metrov skupaj z nekaj mesecem starim otrokom in sem prvo nepremičnino stanovanje garsonjero kupil leta 95. Kupil sem ga s kreditom in z denarjem, ki sem ga prihranil na ladjah splošne plovbe. In me tega ni sram. In tako sem začel dejansko življenje. Nekoč leta, se pravi, če preštete, koliko let je od takrat do danes, in danes sem eden izmed uspešnejših posameznikov in podjetnikov. In te svoje izkušnje sedaj uporabljam pri pomoči tej državi. In nočem biti ne minister, ne nihče drug, hočem biti operativec točno tu na terenu. Kajti padli smo na izpitu ravno na tem področju, ko je treba implementirati in v prakso spraviti to, kar se je sprejelo, bodisi v parlamentu, bodisi na vladi ali pa bodisi na univerzi, tam, kjer se dejansko izobražujejo naši mladi kadri. Zakaj je temu tako, bo pokazal čas. Sedaj imamo priložnost, da družno vsi sodelujemo in če povprašate vse, ki se danes ali pa so v preteklosti z menoj sodelovali, vam bodo rekli, kakšen je moj pristop, čisto oseben kontakt. Premalo se pogovarjamo, premalo komuniciramo, premalo smo iskreni drug do drugega, preveč je zavisti med nami. Jaz bi celo rekel tako, ne išči zavisti drugod kot le doma. To bi lahko veljalo za našo državo. Jaz upam, da bo to preteklost, da bomo to pospravili in da bomo bolj suvereno, bolj odločno delali naprej, kajti imamo vse. In kaj še čakamo? Kaj čakamo? Na koga čakamo? Mi ne rabimo... Da nam bo nekdo drugi, da nam bo trojka, da nam bo Evropa, da nam bo nekdo reševal. To so ta ustrahovanja in ti strahovi, tisti, ki so mešali te strahove in jih nekako skozi razne posameznike in te, ki obvladujejo naš medijski prostor, teoretike, tiste, ki dejansko izvajajo medijski mobbing nad slovenskimi državljankami in državljani, te je treba dejansko pospraviti oziroma jih umakniti ali pa jim nekako reči, poslušajte, dajte nam že enkrat mir. Pojdite nekam drugam ali pa naredite nekaj. Mene zanimajo, kakšne so reference vseh teh posameznikov. Veliko svetovalnih pogodb boste zasledili v vseh družbah, ki imajo danes težave. Se pravi, da so bili prej svetovalci v teh podjetjih? Tudi v vladnih knjigah boste našli številne ime in priimke teh teoretikov, ki so svetovali za kar precej velike denarje. Ja. In zakaj smo v težavah? Ravno zaradi njihovih napačnih nasvetov. In zakaj so te gospodarske družbe danes v težavah? Tudi zaradi njihovih gospodarskih nasvetov. Danes še vedno zavajajo slovensko javnost in krojijo usodo Slovenije z ustvarjanjem nekega javnega mnenja. Jaz sem se zoperstavil takim zlobnim jezikom. Zakaj me ne pokliče nekdo izmed teh teoretikov, pa reče, gospod Gašpar, imam rešitev, imam formulo za Cimos, imam formulo za rešiti Mercator, imam formulo za rešiti Merkur, imam formulo za rešiti AHA Group ali pa Svea Zagorje, ker je v takih težavah. Imam formulo za rešiti Mariborsko livarno Maribor. Ne. Oni so odlični samo, ko jih medijske hiše vabite pred ekrane, kjer se očedijo in potem pluvajo po nas, ki dejansko delamo srcem za to državo. In jaz delam srcem za to državo. In naša skupina in tudi predsednica vlade neumorno od jutra do večera dela za boljši jutri. In se trudimo vsi skupaj. Če bi se tako trudili, kot se sedaj ta ekipa trudi za izboljšati situacijo, za rešiti to gospodarstvo in za popraviti krvno sliko države, potem bi bilo v tej državi bistveno bolje, kot je. Pač je situacija taka, ampak jokali ne bomo. Dajmo delati, ampak tudi tiste teoretike vabim, ne glede na njihovo mnenje o meni in ne glede na to, kaj si jaz mislim o njim. Naj pridejo. Jaz jih vabim danes in jutri in vedno jih. Na soočenje. Moja vrata so odprta, ne samo na soočenje vedno. Ampak vabim jih, da skupaj naredimo boljšo državo. Če res imajo takšno znanje in veste kako je nekdo, ki je sposoben kritizirati mene, moje delo ali pa delo naše predsednice vlade, potem očitno je sposoben tudi narediti bolje kot mi. Zdaj, naj pride, naj pokaže, pa da ga vidimo. Da vidimo, če je res tako sposoben.
Dobro, jaz bi pri tej vrženi rokavici, predvsem tem kritikom, bi se vam seveda vrgli ste rokavico, upam, da jo bojo sprejeli. Ne. Zdaj jaz bi se vam zahvalil za izredno zanimiv pogovor. Želim vam veliko uspehov na tej funkciji državnega sekretarja, ne. Številna rešena podjetja, ne. In seveda bi se ob tej priložnosti zahvalil tudi gledalkam in gledalcem. Hvala lepa za pozornost in lahko noč. Lahko noč. No. No, smo pa.